No, pozdravljeni. A veste kaj, tole pa moram deliti z vam, ker mi je toliko prav smešen mi je. Jaz sem zdaj sred pisanja nove knjige in jo že zaključujem. Dejansko sem pa zdaj pri energijskih centrih, čajih in tako naprej. V glavnem, pod roke mi je prišla ena 100 let stara knjiga, toliko na zabaven način govori prav o tem, kako ta zdrava kmička pamet vpliva na zdravje našega telesa. No, naslednja stvar sem pa rekla, moram najti knjigo od župnika Knajpa. Knajpanje vsi poznamo, kako je zdravilno topla voda, mrzla voda. No, prav zdajle poleti, knajpanje je v osnovi sončenje. Gremo na sonce, se pregrejemo, skočimo v vodo, se ohladimo in to je v bistvu sistem razstrupljanja. No, in v petek. V petek se jaz odločam, da je čas, da grem v knjižnico in poiščem pač knjigo od zdravnika oziroma od župnika Knajpa. In v trenutku, ko sem mislila iti s kolesom, začne pihati veter in sem rekla, dež bo, ne grem. No, potem se je vse skupaj umirilo in jaz grem lepo na kolo, prikolesaram do knjižnice, je bila ura 3 minute ali pa 5 minut čez 3, ob 3 so jo zaprli. Kaj pa zdaj? V redu, v Škofji Loki imamo antikvariat. No, sem rekla, če pa nisem tukaj nič dobila, pa gremo v antikvariat. In poglejte to. Dobila sem priročnik, Knajpov priročnik iz leta, mislim, da je 1970, nekaj takega. In tukaj je 526 strani samih nasvetov za zdravje. Wow! To je bila ena stvar, ko sem rekla, neverjetno. No, kaj pa pol se je zgodilo? No, in tam klepetam s to gospo in potem grem čez Škofjo Loko, čez mesto, lepo s kolesom. In opazim eno gospo, ki jo nisem že dolgo časa videla in jo pozdravim in je bila na kavi. Poleg nje je pa sedela ena druga gospa in začnem razlagati to isto zgodbo, kar zdaj vam razlagam. Ne veste, kaj reče ta gospa? Jaz sem pa doma eno staro knjigo in že razmišljam, komu bi jo podarila. Rekla pa, dobro, če ni od tega le Knajpa. In sva se zmenila, da sem naslednji dan v soboto prišla po knjigo. Glejte to. Glejte. Knjiga, ki je iz leta 1910 in kaj je to? Domači zdravnik po naukih in izkušnjah župnika Knajpa. Točno to knjigo sem dobila in dejansko sem jo dobila za darilo. Wow! A ni neverjeten? Glejte, kako se lahko dogajajo naključja? Tisti trenutek, če bi šla, ne bi srečala to gospo, začel je veter pihati. Pridem tja, zaprta knjižnica. Wow! In če se zavedamo, da ko sledimo tem sporočilom, ki jih dobivamo, naredi to, pa če še to butasta ideja, naredite to. Veste, kaj sem zadnjič naredila? Zdaj ni bilo nič kaj posebenega, ampak vseeno mi je bila pa zanimiva izkušnja. Jaz sem tukaj za hišo, sem že kdaj kakšen posnetek tudi pač posnela, je pač hrib. In nekaj me je poklicalo, da naj grem na hrib prespat. No, potem sem pa rekla, v redu, bom šla sama. V divjino. Dobro, otroci so rekli, pa saj to ni nič tega, saj je to za hišo, ampak vseeno ni vgrajen, je pač v gozdu. Jaz sama še nikdar nisem v gozdu prespala. In dejansko je bilo ves čas, se veste, kakšno poletje je bilo, ves čas je bil nek dež in tako naprej in sem čakala na lepe dneve. No in zadnjič, ko je bil lunin mrk, je bilo dejansko par dni lepega vremena in sem zvečer vzela šotor, spalko in sem šla zvečer prespat na vrh hriba. Res neverjetna izkušnja. In prvo stvar sem rekla, kaj bom pa zdaj delala gor na vrh hriba sama? In veste, kaj sem delala? Spala. Dejansko sem čistila svoje energijsko polje. Tako mi je bilo dobro. Po drugi strani sem pa premagovala tudi en svoj strah, nekam iti sama. Veste, ponavadi se na nekoga opiramo. Ja, sva že bolj korajžna. Ampak izkušnja, da nekaj doživiš, da nekaj narediš sam, res je dobra. Tako da, glejte, današnji video, bom drugič kaj iz tega, kakšna pametna zadeva,
A veste, kaj vam moram povedati? Pametna zadeva. Kogar boli hrbet, obvezno rabi brinje. Brinave jagode, in vemo, da so zdaj nekje zrele, brinave jagode je potrebno sežgati, in v bistvu ta dim, ko jih žgeš, jih ujameš v rjuho in dejansko se okrog dela, ki te boli, recimo hrbtenica, uviješ ta dim. In dejansko ti zmehča, ta energija pride na tebe. No, to je v eni od teh knjig. Potem pa bezeg. Bezeg, zdajle je, v bistvu so zrele bezgove jagode. To so flavonoidi, to je resveratrol. Flavonoidi delujejo na zdravje ožilja, resveratrol na zdravje možganov. Dajte ga nabrati in dajte ga v skrinjo in samo kuhajte čaj potem pozimi iz njega in boste videli, da je nekaj, kar ukrepi celo vašo bit, od znotraj. Tako da, ja, pa veliko takih nasvetov, bo pa vse to v ta novi knjigi, tako da, ja, veselim se. Delam to z eno tako pozitivno energijo in zdaj sem kako s hrano, z mislimi in s čaji vplivamo na energijske centre telesa oziroma na čakre, pa na 12 čakr in tako naprej. Ja, veselim se tega. Tako da, lepo se imejte, uživajte. Za nami je tale lunin, oziroma nesončen mrk, ki vem, da iz marsikoga pometal marsikaj. Predvsem sonce je moška energija in tisti, ki jim je pometal ven tisto občutek nemoči ali pa preveč moči, mogoče imajo kaj za narediti na sebi. Tako da, uživajte, lepo se imejte.